tamle spodaj, kaj viteze pogledate, borbe, oklepe, verižnino, vse orožje, el mehen višji od teh kaštrk se naučili delati, potle zraven teh skire metal še mehen višji, zelo kar ste dali srajce dajali gor, ščito tlele na roke, gledali napad obramba, lokostrelski, kako to gre, mehen višji bo za tle zabavljači videli, muska ven špila odzad, pleše odzad, če greste pa na grad, tam je pa sama gospoda, plešejo ali po, muska mirna, sicer kakšni pridejo, ki se tudi znajo udariti, tako da ogromno. Vse to se je dogajalo na osrednjem srednjeveškem dogodku na Blejskem gradu, na 11 srednjeveških dnevih. Več kot 400 vitezov, lovcev, kmetov, grajskih služabnikov in seveda grajskih gospodov in gospa se je čez vikend zvrstilo na gradu. Ja, letos smo želeli obiskovalce še bolj povabiti, naj vstopijo v srednji vek, da ga še bolj doživijo. Morda, da še bolj doživijo tisti realni čas v zgodovini, nekaj 100 leti nazaj, kar se je dejansko zgodilo, dogajalo in se je nekako v pisnih virih, v takšnih in drugačnih virih ohranilo do danes. Zato smo pripravili več delavnic, zato se lahko poizkusijo v srednjeveških plesih, lahko se naučijo mečevanja, potem pogledajo se dejansko, kako izdelki nastajajo na srednjeveški tržnici. Veliko bolj interaktivno, zato da dobimo občutek, da dejansko podoživljamo neko obdobje zgodovine. Grajska slikarka Anja je na platno ujela te tipične podobe življenja nekoč in danes. Za srednjeveške dneve je bila vodilna rdeča nit upodobiti ljudi na tak način, kot so bili tipično predstavljeni v srednjem veku. Se pravi, tipično so bili, zdaj, ko pomislimo na to, kaj je tipično, vitez, srednjeveški dami, gospodični, potem družina srednjeveška, ta toplina ob ognjišču, ki je zdaj malce drugačna, ne ob ognjišču, ampak ob drugih stvarih, ob televiziji mogoče. Za danes so bile pa uporabljene fotografije Borisa Pretnarja in midva sva naredila to povezavo med danes in nekoč. Je pa poseben poudarek bil na barvah, da upodobimo srednji vek ne samo tako temačen, kot vedno pomislimo, nekaj takega hudega temačenega, ampak ne, vse je živelo v barvah, veliko zelene, modre, tukaj na vitezu vidimo, potem ogenj, toplina, oranžna, rumena barva, vse je bilo nekaj v barvah. V pester svet srednjega veka so obiskovalci sicer lahko vstopili že v začetku tedna. Na travnati jasi pred gradom je bil od ponedeljka naprej postavljen srednjeveški tabor v organizaciji kulturnega društva in igralske skupine Gašperja Lambergerja. Za vikend pa so se jim pridružile še skupine iz tujine in tako je bila vojska proti turškemu uporu pripravljena. Gor sem prihajajo, tle imamo vojske z cele Evrope in mi to turmo, ali te gor prihajajo, sem že prej povedal, se bojo oblekali, bojo probali, tako da vojska se nabira, mi samo čakamo, da užge. A pa ste pripravljeni? Z dveh strani imamo trebušene štimen, anga z gare konca, ki je do vas, anga pa na jezer dol, ne vemo, skod bojo prišli. Sicer številčna vojska je za uspešen upor proti vsiljivcem potrebovala še kakšnega pravega bojevnika. Zato so v taboru pripravili šolo mečevanja in lokostrelstva. Mišon Podgoliški je vodil delavnico v domačem taboru. Sam se je izdelovanja orožja naučil pred nekaj leti in vse od takrat skrbi, da je orožje v odličnem stanju. To je 1,5-ročen meč za borbo, lahko ga z eno roko, pa da imaš ščito, kaj ga z obima rokama, zato se to imenuje 1,5-ročni meč. Je bil pa to, da je viteza s konja spravil dol, zato je precej mora biti težek, ali ni bil oster, meč je bil takle, kakor je. Če klele pogledate, ima takele zobe, to je ostro in to, če je viteza udaril, je dobil rano, poškodbo. Vitezi so morali biti v dobri telesni pripravljenosti. Zato so pa bili vitezi, so bili zelo majhni, tam okoli 1,60 m, pa čokati, pa zapestja in to so imeli poškodbe samo zaradi teh težkih mečev.
Pri tem pa je pomembna tudi oprema, ki je služila za varovanje, a jih je hkrati močno ovirala. To je pa, tale oklep je bil za bolj bogate sloje. To je bil, kakor bi danes en dober avto kupil, a ne? Je ta je oklep, a ne, stol, a ne? In so se ga prvošili samo plemiči pa visoka družba, a ne? Dočim kmetje so si doma delali nekako takale verižnine ali pa nekaj iz kože, a ne? Zdaj pa, bom tako rekel, ta prvi so imeli samo oklep, a ne, dokaj cajt je to zadoščal zalog. Potem pa so pogruntali tele samostrele in samostrel je bil toliko močen, da je to že probuh in so dali pa še verižnino, a ne, gor. Od spod plus to, a ne, da je to zadržal. Samo pa je bil vitez na konju že tako težek, ki je s konja padel, je bil praktičen, breku mrtev, ker pa se ni mogel ne pobrati, ne nič, ker je bila taka teža, ne. Kdo je bil zmagovalec tega mečevanja? Jaz. A je bilo težko, a je bil težek nasprotnik? Ne. Ja, je bil. Kaj pa sledi čisto na koncu in je za viteze zelo pomembno? Moraš se pokloniti in s tem sprotniku pokažeš spoštovanje. Že 5. leto zapored je na Blejski grad prispela skupina iz Bavarske. Prav tako dobri mečevalci znanje radi prenašajo na najmlajše. They are very enjoying this. Our little son is trying to fight, and our daughter is interesting to show the knights and the fire. So I think they would have a lot of fun. Izvrstni so bili tudi lokostrelci iz hrvaškega Varaždina. Imamo radionice za djecu gdje će djeca raditi turnir, recimo nešto slično Alki, utrka na prstenac. Normalno pobjednik dobiva veliku nagradu. Imamo prikaz borbenih vještina streličara i primjenu streličara uz štitozid, takozvani shield wall. Poleg tega so pripravili zabavno predstavo z medvedom, ki obiskovalcev ni pustila ravnodušnih. Aj dober medij. Je? Vojska v taboru je odlično prikazala življenje pred nekaj stoletji. Majstri Marpurgi iz Maribora so med drugim ustvarjali avtentične rokodelske izdelke. Tako smo rekli v imenu majstri, to pomeni, da smo sami rokodelci na kupu nabrani. Zdaj veliko nas je koč v tem društvu, imamo pa tudi tesarje, pa koga kaj mežga šivajo, pletejo, iz usnja delajo. Tu, kar imamo pa prikazano, imamo pa koške izdelke, mene pa še enega koča. Še več jih je bilo predstavljenih na grajski tržnici, kjer so obrtniki prikazovali lončarstvo, kovaštvo, svečarstvo, usnjarstvo in pa tudi knjigoveštvo. Tukaj praktično predstavljamo staro tiskarstvo, predstavljamo knjigoveštvo in predstavljamo tudi staro lepopisje, ki ga imenujemo kaligrafija. V glavnem je to bolj kovaška roba od helebard, se pravi to pa še v glavnem na srednji vek. Tudi druge stvari nože, v glavnem so noži lovski, nekaj je keltskih. Za otroke delam frače, buzdovane, sekirce, lesene, tako strogo pa v tem, da se ne bi bilo kdo poškodoval. Za zabavno doživetje so po celotnem gradu, za obzidjem in tudi pred njim skrbeli glumači, ulični umetniki in dvorni norčki. Moja naloga je, da zabavam otroke. V Viteški dvorani smo imeli predstavco Princeska na zrnu graha. Moj norček z mano sodeluje, se je nek zgubil, ampak mislim, da tlele nek po parkirplacu otroke zabava ali pa je lačen ratov. Kogar ni, naj hitro dvigne roko. Se malo hecate, a? A jaz nobene roke ne vidim. No, izvoli. A zdaj lahko začnemo igrati prav? Norček. Ja, vaše. Kje je moja krona? Krona? Krona. No, kaj se je zakotalila? Na tržnici je bilo vedno živahno. Glasbeniki, pevci in plesalci so veselje ponesli izven grajskih zidov.
We were invited to make music here, and also our group, which is making music, different kinds of music, mostly trumpets and drums, but also flutes and medieval guitar. Druženje je bilo vsekakor pomemben del srednjeveškega življenja. Grajska gospoda je poleg kazanja svojega bogastva pokazala tudi značilne srednjeveške plese, ki pa so se nekoč izvajali le ob posebnih priložnostih. Kaj je tvoja vloga v srednjeveškem taboru? Jaz sem princeska, a ne... Kaj pa so princeske delale včasih? Včasih so se učile lepega vedenja, se učile lepo pet, rožice so se učile shranjevati, pa pač katera je katera. Grofičina naloga je bila, da je skrbela za grad, ko ni bilo vojske doma, vzgajala je otroke, poskrbela je, da je bila ozimnica pripravljena, da se je v kuhinji delalo, da se je grad počistil. En tak organizator dela je bila, bi se danes po domač rekli. A pa lahko rečemo, da je bila nekak šefica v hiši? Sigurno, tako kot danes. Kaj pa recimo tisto, kar bi od srednjega veka vpeljali v današnji čas? Lepo vedenje. Pri kmečkih pa je bilo življenje malo drugačno. Ta kmečke je pa imela vsaka eno svojo nalogo. Ali smo kaj okrog nosile, smo kaj pomagale, šivale, vse se je delalo. Gospa Tatjana je v domači igralski skupini Gašperja Lambergarja prisotna že od samega začetka. Na srednjeveških dnevih pa je predstavljala grajsko nežo, ali kot ji danes radi rečemo, kar varuška. Jaz sem glavna kuharica za prati, za otroke umivati, za otroke kopati, za otroke rihtati. No, kuharjena varuška, no, za vse, za ta stare pa za ta mlade. Ključno nalogo v skupini pa ima šivilja. Ta skrbi za vse kostume, dodatke in ostale detajle, ki srednjeveški opravi dodajo piko na i. Šivilja, včasih sem delala veliko kostumov, zdaj, ko sem starejša, mi malo oči pešajo, ampak če zmeraj kakšno dobro stvar naredim, pravijo, a ne? Kje pa ste dobili navdih v bistvu za te grajske obleke? Jaz sem delala v gledališču in že več let delam na tem področju in raziskujem in mi to nekaj najboljšega. Tudi naučili so me ročnega šivanja, ko smo bili mi se učili šivati. In to mi zdaj prav pride. In najbolj kraljevo oblečeno gospodo smo našli na zgornji terasi gradu, kjer je potekalo druženje z grofom. Gostujoče skupine so občinstvu predstavile tradicionalno dogajanje znotraj grajskih zidov. Videli smo poklon grofu, ples, mečevanje in bruhanje ognja. Kakšne vtise pa so si o srednjeveških dnevih ustvarili obiskovalci? It's really cool. It's cool to see everyone in a different period, age, dressed differently. Yeah, it's cool. And the castle helps that it's here also. It's pretty cool. Yes, really amazing, and the costumes are super cool, and the music really, really nice. Yeah. Do you have something like that in your country? Yes, sometimes, but in smaller villages. Yes, but this one is really impressive, I think. Yeah. Torej, kaj vam je bilo danes najbolj všeč? Meni je bilo najbolj všeč, ko so se na začetku pa koncu tepli. Meni je bilo pa najbolj všeč, ko so se zdaj tukaj tako sabljali. It's interesting. Yeah, it's good things to see. Yeah. Yeah, it's really cool. I never thought of seeing Slovenian culture, and then this is really cool. Kaj pa vi mislite? Bi ljudje raje živeli v današnjih ali srednjeveških časih? That century also. Yeah, they dress way better than they do today. I think I'm healthier in these days, so yeah, I prefer these days. I prefer these days. No, I think I prefer now too. Also, as a woman, I think also it's easy. Največje presenečenje pa je sledilo ob mraku. Skupaj z vitezi in grajsko gospodo smo se podali na nepozaben ognjeni spektakel. Zaključili smo torej že 11. srednjeveške dneve. Več kot 300 vojščakov se je uspešno uprlo turški vojski in Soblejski grad osvobodili. Se vidimo prihodnje leto.